Živijo! Tesla Center smo spet nazaj, v današnjem videu pa o laserskem odstranjevanju dlak. Veliko se piše o različnih laserskih tehnologijah, katera je dobra, katera ni dobra, ali je IPL v redu, ali je medicinski laser boljši. Zato ti bom najprej predstavila bistveno razliko med IPL-om oziroma SHR-om ter pa diodnim laserjem. Berem na forumih, da je IPL neučinkovita tehnologija. Grejo počasi, razjasniva najprej nekaj osnovnih pojmov. IPL za svoje delovanje uporablja takšno leksinonsko žarnico. Tale je še nova in polno operativna. Ko se laser uporablja in naredi nekje 700 do 800 tisoč bliskov, pa žarnica postane taka. Kar pomeni, da njena učinkovitost pade lahko za več kot polovico in to se pozna tudi na učinkovitem oziroma neučinkovitem odpadanju dlak. Ko naprava proizvede svetlobo, tako kot sedaj le vidiš na videu, proizvede celoten spekter svetlobe, kar pomeni, da je delno ta svetloba popolnoma neuporabna za samo odstranjevanje dlak, zato si pomagamo s takšno lelečo, da to svetlobo tudi ločimo. Ampak je pa še ena zadeva tukaj, ki je tudi pomembna, namreč hkrati se segreva ne samo dlaka, ampak tudi koža in s tem tudi telo. Zato proizvajalci svetujejo, da se z IPL-om ne izpostavlja telesu več kot pol ure, ampak nekje pomeni to v praksi recimo ena cela noga oziroma polovico obeh nog. No, sedaj pa še diodni laser. Ta v bistvu za svoje delovanje uporablja LED žarnico. To pomeni sicer, da je izvor svetlobe enak, torej med 808 in 1200 nanometrih, vendar za razliko ni tistega neodvečnega dela svetlobe, ki nam segreva telo, ki ga v obliki bliskov lahko vidimo pri IPL-ih. No, tale rdeča svetloba, ki jo vidimo sedaj iz diodnega laserja, pa v bistvu služi samo kot pomoč nam kozmetičarkam, da se lažje orientiramo na koži. V praksi, kaj pomeni razlika med diodnim in IPL laserjem? Z diodnim laserjem so obiski še krajši, manj se segreva telo in tisto, kar je najpomembnejše, za isti rezultat potrebuješ skoraj polovico manj obiskov. Še ena zadeva, ki se mi zdi zelo pomembna, namreč opažam, da nekateri ponudniki oglašujejo, da imajo tako dober hladilni sistem, da greš takoj po laserju lahko na sonce. Jaz to seveda odsvetujem, namreč večina laserjev, ki so danes na trgu, imajo zelo podoben hladilni sistem. Kot vidiš tukaj le na sliki z uporabo hladilnega sistema, pač laser enostavno zamrzne. Ampak to pa še ne pomeni, da lahko greš takoj po tretmaju na sonce. Kljub temu hladilnemu sistemu laser še vedno pusti nekaj poškodb na koži. Res, da so očem nevidne, ampak koža je vseeno takrat bolj občutljiva, kar pomeni, da ji moraš dati čas, da se obnovi. Ne pozabi pa še eno zadevo. Ko vseeno greš na sonce, uporabi zaščitni faktor. Naj bo visok, recimo tam vsaj 30, lahko tudi 50, na ta način preprečiš nastanek opeklin, pigmentnih madežev, na dolgi rok pa mogoče tudi raka. No, za na konec pa ti dam še napotek, ko se odločiš za trajno odstranjevanje dlak z laserjem, si en večer dlake prej pobri, prej se lahko odločiš in se oglasiš na brezplačni posvet. Ko dlake enkrat odstranimo, takšno stanje traja približno tam od 2 do 5 let, odvisno od posameznika, vmes pa se začnejo pojavljati samo posamezne dlake, ki jih običajno odstranimo že z 2 ali 3 obiski. Če se ti zdi, da je to premalo časa, pomisli, koliko zapraviš za razne britvice, pa kreme za britje, pa kreme za nego kože po britju, pa zraven prištej še vaš čas in pa čas recimo za voskanje. Se kar splača. Če te zanima lasersko odstranjevanje dlak in želiš priti v naš salon, naroči se na naš kanal, spodaj pa imaš link, s katerim si pridobiš pravico do enega takega subscriberskega popusta.